ta naš prvi člen ustave bomo skozi politično demokracijo ali demokratično republiko pogledali, kaj to sploh pomeni. Namreč, prvi člen ustave Slovenija je demokratična republika, je stavek, na katerem je kompletna ustava zgrajena. In če tega ne razumemo, kaj je demokratična republika, in nas zavedajo z tako imenovano politično demokracijo, kjer rečejo, da ljudje ogrožamo demokracijo, s tem, ko povemo svoje mnenje, je to nedopustna trditev. In v glavnem politične šeme po vsem svetu govorijo, kaj je v bistvu, kaj ogroža, rečejo our democracy, našo demokracijo. Tako da velike stvari se dogajajo na jezikovnem področju in gre za velika zavajanja. Pa dajmo čist takole lepo po definicijah pogledati. Demokratična republika in politična demokracija sta dva različna, vendar povezana koncepta v politični znanosti. In jaz bom skušal vam najprej povedati, kaj je politična demokracija. Prenova demokracije, ki jo zdajle počnejo, ki nam jo vsiljujejo. Zgleda pa takole. Definicija politične demokracije: gre za politični sistem, kjer oblast tudi izvira iz ljudstva. V tem sistemu politike se odločitve sprejemajo na podlagi obljubljene volje večine in se upoštevajo pravice manjšin. Kaj to pomeni? Seveda, v politični demokraciji imajo ljudje ravno tako pravico sodelovati pri odločanju o vladnih zadevah. To se pogosto doseže z volitvami, poštenimi volitvami, kjer ljudje izbirajo predstavnike, ki bodo v njihovem imenu sprejemali politične odločitve. Vam je to vse poznano? Meni tudi. Politična demokracija poudarja sodelovanje oziroma participacijo v političnem procesu in pravi, da varuje njihove politične odločitve in pravice. Na drugi strani imamo pa demokratično republiko, to je pa zapisano v 1. členu ustave naše. Definicija demokratične republike pa je sledeča. Je oblika vladavine, kjer je oblast izvršena s strani izvoljenih predstavnikov ljudstva in delujejo v okviru zakonov in ustave. Demokratična republika deluje v okviru zakonov in ustave, ne po politični volji političnih strank. Okay? Gre za ključno in bistveno razliko. V demokratični republiki, v členu, kot je zapisano v naši slovenski ustavi, so državni organi, kot so vlada, parlament in sodstvo, oblikovani tako, da delujejo v skladu z demokratičnimi načeli. Enako kot v politični demokraciji, se pravi, so v skladu z demokratičnimi načeli. Izvoljeni predstavniki imajo pooblastila za sprejemanje odločitev v imenu državljanov, tukaj pride pa zdaj do razlike, pri čemer so omejeni s pravili in postopki, pazite, pravila in postopki, ki jih določajo zakoni in ustava. In v Sloveniji ta hip je politična demokracija, ni več demokratična republika, kolikor jaz spremljam odločitve v državnem zboru in kolikor spremljam seveda tudi direktive Evropske unije, kajti direktive so glede na nacionalno zakonodajo subsidiarni predlogi, subsidiarni zakoni pod našo ustavo, ne nad našo ustavo, kar se trenutno obrača. Tako da boste vedeli. Še enkrat,
poudarjam, republika poudarja odsotnost monarhij in odsotnost vladavine prava. Zakaj? Ker v republiki vlada ustava, ne pa vladavina prava. In ko boste slišali doktor Janeza Janšo reči, ali pa katerega-koli drugega politika, da gre v Sloveniji za vladavino prava, veste, da zavaja in da uvaja svojo voljo. Vladavina prava je pravo, ki si ga pišejo v Državnem zboru in v Evropski uniji mimo naše ustave, mimo človekovih pravic. Torej, vladavina prava je teror. V naši državi vlada ustava in sistem, ki urejuje zadeve. Torej, ja, ključna razlika med politično demokracijo in demokratično republiko je, da prva poudarja način, kako se odločitve sprejemajo na podlagi volje ljudi, to se pravi, nam bojo rekli, ja, volja ljudi, dejansko pa je v ozadju politika, sistem goljufanja in tako imamo občutek, da je seveda vse v skladu z voljo ljudi. Medtem ko ta druga pa opisuje organizacijsko strukturo vladanja. Izvoljeni predstavniki delujejo v okviru ustavnih določil in ne na podlagi volje političnih privržencev, ki si potem sami kujejo zakon in spreminjajo tudi našo ustavo in jo prilagajajo svojim zakonom. Tega ne smemo dovoliti. Stvari so zelo enostavne, ko jih človek razume. A ne? V mnogih primerih se te dve obliki prepletata, pri čemer večina demokratičnih držav deluje kot demokratične republike s politično demokracijo, kot osrednjim načinom odločanja, kar predstavlja kršenje ustave. Ne? Kršitev ustave je pa resna zadeva, saj ustava kot taka predstavlja krono zakona, temeljni pravni dokument, ki določa strukturo in delovanje države, vključno s postopki za sprejemanje odločitev in varovanje pravic vseh državljanov, brez izjeme, vsi smo pred zakonom enaki. V tem smislu. Če bi demokratična republika dejansko kršila svojo ustavo, bi to pomenilo kršitev načel vladavine prava in pravne države, kar pa ogroža demokratični sistem. Demokratični sistem je ogrožen takrat, ko so pravila ustave kršene in se politična demokracija na veliko uveljavlja. Torej, ponavljam, če nekdo poudarja samo politično demokracijo in zavrača demokratično republiko, to v vsakem primeru kaže na njihovo nezadostno razumevanje ustave, na neupoštevanje celotnega ustavnega sistema v Republiki Sloveniji. Ustava demokratične republike določa okvir za delovanje politične demokracije. Ponavljam, ne more biti politična demokracija nad demokratično republiko. Zato je zavračanje ali ignoriranje demokratične republike, v kateri je politična demokracija integrirana, lahko zelo, zelo zaskrbljujoče. In stanje v Sloveniji danes je silno zaskrbljujoče. Po celi Evropi in po celem svetu se to dogaja, da ne boste mislili, to so naredili kar modus operandi. Namreč v šolah, v srednjih šolah, univerzah in pri splošni publiki tega izobraževanja ni. In ljudje, jih politika toliko ne zanima, bolj jih zanimajo pajkice, telefoni in vse drugo. Vse verjamejo, dejansko se pa ne zavedajo, kaj pomeni neka stvar, ki jo skozi propagandni stroj država sporoča. V nekaterih primerih se lahko zgodi, da nekdo poudarja politično demokracijo na račun drugih vidikov demokratične republike, kot so vladavina prava, kot smo rekli, zaščita človekovih pravic govorijo nenehno in govorijo o institucionalni stabilnosti. Politiki, mediji, izbranci naši, ki to poudarjajo, s tem izražajo ozko razumevanje demokracije na eni strani, ali pa naklepno, namerno izbiro
teh besed za promocijo svojih političnih interesov na škodo demokratičnih ustavnih načel. Pomembno je, glejte, da se v demokratični družbi ohranja uravnotežen pristop, ki upošteva vse vidike demokratične republike, vključno z vladavino prava, kadar je vladavini prava okvir ustava, z delitvijo oblasti, neodvisnostjo sodstva, spoštovanjem človekovih pravic. Poudarjanje samo enega aspekta demokracije na račun druge lahko vodi do neravnovesja in ogrožanja demokratičnih načel ter institucij, čemur smo priča v sodobnem času. Naj vam povem krasen izraz, ki izniči krono zakona, našo ustavo. Temu se po novem reče politična modernizacija. Politična modernizacija je politična demokracija. In glejte, v Sloveniji to predstavlja zanikanje ustave in poudarjanje politične demokracije. Ta prehod predstavlja prehod slovenske države v politično demokracijo oziroma v parlamentarno demokracijo. Parlament narekuje, kaj bo v ustavi pisalo, čeravno ustava narekuje, kaj in kako mora parlament delati. Nevidno v teh dveh konceptih sodelujeta pozicija in opozicija, ki jo vodi in usmerja iz ozadja politična elita. Kdo pa je politična elita? Politična elita pa so vsi upokojeni predsedniki Republike Slovenije, so vsi nekdanji poslanci Republike Slovenije. Politična elita so gospodarstveniki, ljudje, ki imajo čas, ki se s tem ukvarjajo in dajejo navodila. Ja? Za opozicijo je v tem kontekstu pomembna akcija, opozicija in pozicija. Za opozicijo je pomembno, da se soglaša, kdo bo nadzoroval politične procese v obdobju do volitev. Oni se med seboj po domače povedano zmenijo. Ne? Glede možnosti opozicije in sicer dogovarjajo se v ozadju, kaj bodo sprejeli in tako se začnejo izvajati tako imenovane parlamentarna demokracija. Se pravi, oni so dobili demokratične glasove od ljudi in zdaj se oni z našimi glasovi igrajo v parlamentu, kaj si bodo razdelili in kako v času do naslednjih volitev. In tukaj namerno izpuščajo načela demokratične republike oziroma ustavne ureditve države. Čim pride do takih dogovorov v ozadju, pomeni, da delajo za zasebne politične strankarske interese. Kaj se zgodi, kadar parlamentarizem ne upošteva ustave? Dal vam bom en primer. Evropska ureditev ima pogodbo s članicami. To se pravi, Evropska unija je sestavljena tako, da jih Evropsko unijo v bistvu veže mednarodna pogodba. Ne? Ja? Članice, ki imamo demokratično republiko, nekatere članice imajo monarhijo, nekatere imajo kako drugače urejeno politično ureditev in vsaka članica glede z nacionalno zakonodajo uredi mednarodno pogodbo. Zdaj pa samo vprašanje, ali lahko pogodba urejuje demokratično republiko? Čist tehnično vprašanje. Ali lahko? Mislim, da ne. Ko parlamentarizem ne upošteva ustave, primer, ki sem ga zdaj povedal z Evropske unije, je zanimiv primer, ki ponazarja dinamiko med mednarodnimi pogodbami in nacionalnimi ustavami. Zakaj sem navedel ta primer? Namreč, Evropska unija je mednarodna organizacija, ki temelji na seriji pogodb in njenimi članicami. Te pogodbe pa določajo institucionalni okvir pristojnosti in postopke delovanja v Evropski uniji. Tukaj je nekaj zelo pomembno.
Te pogodbe so mednarodno pravno zavezujoče in vsaka članica je dolžna pogodbeni dogovor, jasno, da kaj izpolnjevati in kaj je treba upoštevati pri vsem tem, da pa nekatere članice, navajam eksplicitno Slovenijo, imajo pa tudi ustavno ureditev. Se pravi, gre za nacionalno ustavo. In naša demokratična republika je politični sistem, ki temelji na načelih demokracije, v katerem ljudstvo neposredno ali posredno sodeluje pri vladanju državi. Naša ustava nam dovoljuje direktno, neposredno sodelovanje v državi. Torej, nacionalna ustava demokratičnih republik pogosto določa osnovna načela, pravice in obveznosti nas državljanov, pa tudi strukturo in delovanje državne oblasti. Ko gre za razmerje med evropskimi pogodbami in nacionalnimi ustavami držav članic, se pa lahko pojavijo napetosti. Zakaj? Namreč, če določbe evropskih pogodb nasprotujejo določbam nacionalne ustave, kar se sedaj dogaja, se lahko sproži pravni spor ali konflikt. V takih primerih je lahko potrebna interpretacija in presoja sodišč, in glede na to, da so zdaj trenutno vsa sodišča tam, kjer so, je presoja sodišč trenutno po moji osebni oceni, to je moje osebno mnenje, neustavna, ker tega ne počnejo pravilno. In to se dogaja tako na nacionalni kot evropski ravni. Zdaj, da bi našli rešitve, ki so skladne z mednarodnim pravom kot z nacionalnimi ustavami, je treba pogledati pa, kateri zakon je višji. Glede na to, da je 8. člen v ustavi, da se mednarodne pogodbe urejujejo neposredno in da morajo biti po 3.a členu take pogodbe, morajo spoštovati človekove pravice, je tukaj ena čudovita zadeva, kjer so določene smernice, ki jih Evropska unija pošilja državam, kjer zanemarjajo to človekove pravice, dostojanstvo, čeprav je lep jezik, vse se lepo sliši, ampak v ozadju so skrite stvari in takrat pade v kolizijo, ko se ne spoštujejo človeške, čisto od Boga dane pravice. Ker človekove pravice so zapisane na papirju, človeške pravice pa so v življenju in ni treba za njih prav nič prositi. To so nam dane in nam po naravnem pravu pripadajo. Politična demokracija pa naravnega prava ne želi, noče, ga hoče nadzirati. Torej, nasplošno, cilj demokratičnih sistemov enega in drugega, politične demokracije in demokratične republike, je najti ravnovesje med obema. Z zavezanostjo, kot je na primer članstvo Evropske unije, s spoštovanjem nacionalnih, ustavnih načel, vezanih s pravico državljanov. Ne morejo nam reči, vi boste pa zdaj tiho, mi bomo ministri v svetu EU, bomo se mi zmenili, ne? Kdaj bo pandemija, kaj se bomo menili, kakšen bo nadzor, kakšen bo kazenski zakonik in vi boste to državljani vse ubogali. Morda niti ne veste, da je bilo sprejeto 15. april v Evropski uniji so sprejeli zakon, kar bo Evropska unija skozi direktive naročila državam, če se to krši, Evropska direktiva, če se krši, smatrajo to za kaznivo dejanje. To se pravi, smernice, uredbe Evropske unije so s tem postale nek zakon, kjer te lahko v nacionalni državi kaznujejo z zaprtjem računa, odvzemom hiše, kompletnega premoženja, s kaznimi, zaporom, preganjanjem, prepovedanim vstopom v drugo evropsko državo kot pogodbenico. In to zdaj ta rak rana, ta politična demokracija v bistvu si jemlje stvari v svoje roke, ampak to je pa v nasprotju z vsaj našo slovensko ustavo. Tako da moramo vedeti,
Toliko bi jaz o tem povedal. Upam, da sem bil jasen, kakšna je razlika med politično demokracijo, voljo strank, vsiljevanja, propagande enostranske in sicer blokiranja vseh sporočil, cenzure in tako naprej, in pa na drugi strani pravice, ki so v ustavi, ki je pa seveda ti politiki najrajši ne bi videli. Ustavo bi skurili in kadar jo tiskajo, jo tiskajo v količini 300 izvodov, čeravno je poslancev in politikov bistveno več, da ne govorim za ljudi, kjer je praktično ustava niti ni v šolah, niti ni na univerzah. Če se človek sam ne poglobi, se lahko tudi izgubi.